En lep dober večer vam želim. Danes je ponedeljek 13. Še dobro, da ne petek. In temu primerno bo tudi današnja tema. Pogovarjali se bomo o letu 2022, povedali pa bomo, kakšne izzive prinaša, kaj je tisto, kar morda nam ne bo najbolj všeč v naslednjem letu. In da vas najprej pomirim. Ne bo več teh drastičnih nihanj, tako kot so bila leta 2021. Ne bo nas tako zabrisalo po tleh, kot nas je leto 2020. Ne bo teh hudih karmičnih vplivov, o katerih smo bili deležni leta 2019. Stopamo pa v leto, ki je mojstrsko. Stopamo v leto, ki prinaša veliko izzivov ljubezni do sebe. Veliko izzivov zdrave ljubezni znotraj vseh odnosov, ne samo odnosa do sebe, ampak tudi v ljubezenskih odnosih. Vemo, da marsikaj počnemo v imenu ljubezni, kar morda ni najbolj prijazno do druge osebe ali do nekoga tretjega, da tako rečem. Torej, dolg čas nam ne bo, ne bi pa smelo biti tako zelo dramatično, kot je bilo lansko leto. Oziroma letošnje leto. Torej, kaj točno prinaša? Prinaša mnogo bolj čustveno energijo. Prinaša energijo, ki bo mnogo bolj materinska, mnogo bolj strastna, mnogo bolj ognjevita. Se pravi, ne glede na to, kaj se bo dogajalo v naši okolici, odzivali se bomo bolj čustveno. Stvari bi se nas lahko bolj dotaknile, kar pomeni, da nas lahko ali bolj prizadanejo, ali pa bolj napolnijo z nekim upanjem, z neko radostjo, z radoživostjo. Ne govorimo o iluziji, ne govorim o obdobjih, v katerih bi si lahko kar nekaj namislili, ne govorim o času, ko naša domišljija premočno deluje. Govorimo o času, ko so naša čustva močnejša. Govorimo o času, ki je zelo ploden čas. Govorimo o zelo močni kombinaciji števil. Se pravi, 22 je mojstrsko število. Povezujemo ga z zemljo. Zato je velika verjetnost, da nam bo mati zemlja dala dve poriti. Torej, če se ne bomo kot človeštvo močno vzeli v roke in začeli drugače obnašati do našega okolja, do narave, se ne bo dobro končalo. In jaz mislim, da to je zelo evidentno že samo po sebi. Velika verjetnost je, da se nam obetajo pretresi na tem področju. Se pravi, zemlja kot zemlja, element zemlje bo pokazala, da absolutno človek ni nad naravo in da absolutno ni drugačen od narave. Včasih se mi zdi, da se kot ljudje obnašamo, kot da smo nekaj več ali da neke naravne zakonitosti za nas ne veljajo. Je že res, da lahko umetno ustvarimo okolje, hiš, mest in tako naprej, ki omogočajo obnašanje in način življenja, ki morda ni najbolj naraven, ampak za koliko časa. Torej, prva stvar, ki jo bomo izpostavili kot izziv naslednjega leta, je definitivno narava, okolje in kaj bomo naredili mi kot človeštvo in vsak kot posameznik. Druga stvar pa je naše fizično telo. Leto 2020 je bilo tudi pod vplivom števila 4, zato ni presenečenje, da so se ti močni premiki, močni šoki pojavili ravno na področju zdravja. Ko govorimo o številu 22, pa govorimo vendarle o mojstrski energiji, o zdravljenju, o opolnomočenju, ampak na zdrav način. Velikokrat lahko čustvujemo na nezdrav način, velikokrat prehranjujemo na nezdrav način. Marsikaj v našem življenju pravzaprav ni zdravo. Ampak kaj zdaj pravzaprav beseda zdravo sploh pomeni? Kaj je prav? Kaj je pošteno? Kaj je zdravo? Kaj je ljubezen? Vse to so koncepti, za katere ima vsak izmed nas svojo definicijo, za katere ima vsak izmed nas drugačne pričakovanja, želje, potrebe, za katere ima vsak izmed nas druge meje, kaj je pripravljen za to dati. Torej, vsa ta vprašanja nekako bodo prišla v ospredje v naslednjem letu. Kaj ste vi pripravljeni prispevati k boljšemu svetu okoli sebe? Kaj ste vi pripravljeni storiti za boljše zdravje vašega telesa, za bolj zdrave, kvalitetne odnose in tako naprej in tako naprej. Torej, samo leto nam bo postreglo z veliko situacijami, ki bodo prinašale priložnosti, možnosti. Sam seštevek 6 je plodna energija, simbolizira polje, na katerega posadimo. Se pravi, stvari, ki jih bomo pričenjali v naslednjem letu, pa vsej verjetnosti še ne bodo obrodile sadov. Se pravi, govorimo o času, ko sadimo, opazujemo morda cvet, ploda pa še ni. Zelo pomembno pa je, da vemo, kaj bi si želeli, da ta plod je. Kajti, če bomo posadili repo,
se bomo do te rastline drugače obnašali, kot če bomo posadili vrtnico. Torej, če še niste, vas vabim, da si ogledate prejšnjo oddajo, najdete jo na mojem YouTube kanalu, če ste jo zamudili. V tej oddaji smo se posvečali ciljem, željam in smo jih postavljali na različnih področjih v življenju in naredili smo pregled od 1 do 9 vaših števil življenjskih poti in povedali, na katerih področjih se vam konkretno glede na seštevek vašega rojstnega datuma obeta največ uspeha. Danes pa bomo podobno pogledali, kje se vam obetajo izzivi in kaj so tiste stopničke, na katere se bo potrebno povzpeti, da bi lahko posegli po tem uspehu. Za vse nas pa velja, da bomo prepoznavali, kje nismo ljubeči do sebe, kje ne znamo biti dobra mama sebi, svojemu okolju, svojim odnosom, kje morda nam primanjkuje ženstvene energije, kje morda nam primanjkuje energije sprejemanja zase. Ampak zdravega sprejemanja, veste, ne govorim o hlastanju, ne govorim o potrebi po tem, da nekaj držimo in ne spustimo in bomo kontrolirali, ker mi že vemo, kar je prav. Ne govorim o energiji strahu, govorim o energiji ljubezni. Seveda pa je včasih spustiti zelo pogumno dejanje in marsikdaj narejš ne bi. Se veste, kaj pravijo, boljše vrabec v rokah, kot golob na strehi. Zato nam bo življenje postreglo z veliko situacijami, v katerih nam bo želelo pokazati, da pravzaprav vrabec in golob si nista podobna in da mogoče ravno to, na kar smo navajeni, ni varno. Kajti mnogokrat zamenjujemo občutek varnosti z navajenostjo. S tem, da nekaj poznamo, s tem, da vemo, kako se bodo neke stvari odvijale, ne pomeni, da smo varni. In to se bo predvsem kazalo v odnosih. Jaz vseeno menim, da leto 2020 ni bilo leto ločitev. Če gledam svoje lastno delo in svetovanja in vaše vprašanja, vaše maile, vaše prošnje po pomoči, v letu 2021 je bilo mnogo več analiz odnosa. Mnogo več ljudi, ki so se spraševali, ali je to, ali mogoče bi raje šel stran, kot v letu 2020. In moje predvidevanje je, ker je število 6, število poroke in ločitve, se pravi število združevanja in ločevanja, da bo te energije v letu, ki prihaja, še več. Torej vsi tisti odnosi, ki ne temeljijo na ljubezni, na spoštovanju, na resnici, bodo na preizkušnji. Vsi odnosi tudi sicer bodo na preizkušnji, predvsem odnos, ki ga mi gojimo do sebe. Torej, če se želimo naliti čistega vina, bi bilo vprašanje, kolikšen del našega notranjega dvogovora, našega odnosa do sebe je podoben odnosu, ki ga je imela do nas mama. Kdaj smo prezahtevni do sebe, kdaj se ne razumemo, kdaj morda smo preveč popustljivi do sebe, tudi to ni ljubezen do sebe. Dobra mama točno ve, kdaj je potrebno vztrajati, pa kdaj malček potrebuje morda tudi malo bolj ostro besedo, kdaj potrebuje okvirje v smislu zavedanja sebe in okolice, in kdaj potrebuje mir, kdaj potrebuje objem, kdaj potrebuje potrpežljivost. Seveda pa je vsaka mama le človek in vsaka mama je kdaj imela slab dan in vsaka mama je kdaj rekla kaj takega, kar je otročka zabolelo in vsaka mama je kdaj naredila napako. To je dejstvo. Zato nehajmo kriviti svoje starše, nehajmo kriviti naše otroštvo, nehajmo kriviti okoliščine, ampak vzemimo moč nazaj v svoje roke in izkoristimo leto pred nami z vsemi izzivi in uporabimo možnosti, ki nam prinaša. Kajti stopamo v zelo plodno leto. Stopamo v leto, ki nam bo dalo možnost spremembe. Nebo pa nam je podarilo. Torej, če se prenehamo pritoževati nad vsem tem, kar nam ni všeč, pa nad našo preteklostjo, pa nad vsemi drugimi, ki so bili krivi za to, da nam ni uspelo, in to pustimo nekje vzadaj. Dajmo v tem prazničnem času si vzeti čas za to, da sami sebe bodrimo, ampak da se zavedamo, da stopamo v leto, ki bo prineslo veliko izzivov. Tudi danes pričenjamo teden, ki prinaša karmične dneve meseca decembra, to so 13, 14, 16 in 19. Na te dneve se dajmo vprašati, kako lahko prevzamemo odgovornost za naše dejanja, za naše odločitve, za tiste korake, za katere morda nam je malo žal. In za tiste korake, za katere nam je žal, da jih nismo storili. Za vse tiste priložnosti, ki so pa nekako zdrknile mimo nas.
Torej, tale teden nam prinaša nek vpogled v leto, ki prihaja, v izzive, ki prihajajo, zato ne biti pregrobi do sebe. Kajti vsaka dobra mama, če se vrnemo nazaj, otročka ne bo karala, ampak mu bo slej ko prej rekla, kaj pa boš zdaj naredil, da boš to popravil. Torej, vprašajmo se vsi, kaj lahko naredimo, da bi popravili stanje v svetu, pa naj gre za okolje, naj gre za odnose, naj gre za samo definicijo družine, katera se bo po vsej verjetnosti v letu 2022 spremenila. Za vse to, kar mi dojemamo, da je zdravo, da je pošteno, da je tradicionalno, da je prav. To so energije, v katere stopamo, to so izzivi, ki nam jih naslednje leto prinaša. Vsak izmed nas pa seveda stopa tudi v sebi lastno obdobje, tudi v sebi lastno energijo, ki vas bo obdajala, ki vam bo prinesla za vsakega posebej drugačne izzive. Zato bomo zdaj naredili pregled od 1 do 9 in vas vabim, da kar seštejete svoj rojstni datum do ene same cifre. Se pravi, toliko časa seštevate številke svojega rojstnega datuma, da pridete do ene same številke. Jaz verjamem, da to zdaj pa res že vsi znamo. Enke. Ne biti prehitri, ne biti zaletavi in ne biti impulzivni. Kadarkoli imate občutek, da nekaj zamujate, kadarkoli imate morda občutek, da bo življenje zdrknilo mimo vas, se dajte spomniti, da tisto, kar nam je resnično namenjeno, nam nikoli ne uide. Torej, tiste stvari, ki so nam resnično namenjene, so tam. In veliko bolj lahko v njih uživamo, če smo mi umirjeni, kot če se nam nekam mudi. Torej, drage moje enke, easy, aj prav. Število življenjske poti 2. Pred vami je čas, ko je zelo prav, da postavite sebe na enakovredno mesto. Seveda je za pričakovati, da vam bo življenje ali okolica dajalo ravno obraten občutek. Se pravi, da ste manj vredni ali več vredni ali drugače vredni. Karkoli že. Torej, v tej drugačnosti poiščite sebe in v tej drugačnosti se postavite za sebe, tako kot bi se mama postavila za svojega 3-letnika. Torej, zaščitniško, ljubeče, strpno, obenem pa tudi malo kritično. Kdaj morda pa ste vseeno malček preveč pasivni. Število življenjske poti 3. Pred vami je čas, ko bi vam lahko vsake toliko časa malo ponagajala domišljija. Se pravi, lahko se zgodi, da stvari niso ravno napad na vas, lahko se zgodi, da nekdo resnično ni ciljal na vas s svojimi besedami ali dejanji. Lahko pa se zgodi tudi, da vsaka beseda, ki vam jo nekdo reče, ni ravno obljuba. Se pravi, lahko se vam zgodi, da bi vas kdo na limance ujel. Ne preveč resno jemati tistih stvari, za katere se zdi, da so predobre, da bi bile resnične. Torej, resnično, v naslednjem letu bodo situacije, v katerih boste dobili potrditev, da ni vse zlato, kar se sveti. Torej, ne biti vrana, ne čisto vse, kar se sveti, pograbiti. Ampak vprašajte sebe, ali vas nekaj v resnici izpolnjuje, ali gre le za neke bleščeče platnice, ki vas privlačijo. Število življenjske poti 4. Pred vami je čas, ko se bodo energije umirile. Torej, ta neka nestanovitnost, katero smo bili deležni v zadnjih letih, se bo umirila. Vas bo nekako nazaj povabila v svoje lastno telo, v svoje lastno doživljanje, ne pa tu zaspati. Se pravi, če boste imeli občutek, da končno se pa lahko spočijete ali umirite, uživajte v tem občutku, ampak si zavestno postavljajte cilje in stopajte ven iz vsega tistega, na kar ste navajeni. Zdaj ni čas, da bi zdrknili nazaj v stare navade, v neke zastarele načine razmišljanja, ampak ravno obratno. Z veliko, veliko ljubezni in potrpežljivosti stopajte naprej in izkušajte drugačno. Velik izziv bo seveda to narediti, kajti zelo, zelo mamljivo bo iti nazaj v stare navade. Se veste, kaj pravijo, navada je železna srajca, ampak železna srajca si mislim, da je zelo neudobna. Število življenjske poti 5. Pred vami je čas, ko bodo čustva močnejša, ko bo tudi morda se pojavila potreba po pripadnosti, po varnosti, po temu, da ste ustaljeni, po domu, po domačnosti. Pa nočem reči, da sicer niste družinski tip človeka, ampak potrebujete veliko svobode, potrebujete spontano energijo, potrebujete energijo strasti. Včasih se nam zdi, da to težko najdemo doma, če je vedno vse isto, pa vedno vse poznano. Torej, v tem letu se bo pojavil izziv znotraj tistih odnosov, ki so dolgoletni. Ali boste to strast, pa tudi če gre za odnos starši ali z otroci ali s prijatelji, znova znali najti. Morda bi bilo bolje, če bi rekla ogenj. Torej, izziv, ki se pojavlja za vas je, kako zanetiti iskrico tam, kjer se zdi, da so stvari postale zelo dolgočasne, poznane in vsakdanje. Kako jih popestriti?
Tam vas čaka uspeh, predvsem pa v drugačnih pristopih, v obstoječih odnosih. Zaradi tega je predvidevati, da bodo ravno odnosi, ki so dolgoletni, odnosi, za katere ste menili, da so super, na udaru. Število življenjske poti 6. Šestka je energija, ki je pač vam položena v zibko, dobesedno, zato vam je zelo domača, zato je predvidevati, da boste znotraj teh energij operirali mnogo bolje kot vaša okolica. Vsekakor pa se bo pokazalo, kje morda do sedaj še niste premagali lekcij ljubezni do sebe, lekcij sprejemanja, lekcij materinske energije. Torej vse to, kar se itak že dogaja v vašem življenju v zadnjih letih, bo prišlo v ospredje po eni strani kot lekcija, kot izziv, po drugi strani pa tudi kot navada. Se pravi, za vas je zelo pomembno, da se postavite za sebe in da sprejemate za sebe. Se pravi, da polnite tudi svojo košarico. Kajti dokler vaša košarica ne bo polna, iz nje ne boste mogli dati ven lepega, dobrega in bogatega. Torej brez občutkov krivde. Sprejemajte dobro za sebe. Bodite romantični, pozorni, ljubeči, skrbni, strpni tudi do sebe. To je največji izziv letošnjega leta. Torej, ne se ga bati in ne imeti občutkov, da ste vi slabi, zato ker želite zase dobro. Število življenjske poti 7. Pred vami je leto, ko pa bodo čustva močnejša, ko boste odreagirali hitreje, burneje in po vsej verjetnosti ne sebi podobno. Kajti ste tip človeka, ki zna racionalizirati stvari, zna razmisliti, zna preudariti, zna zelo povezano povedati in definirati. V letošnjem letu pa vam bo življenje ravno pri temu ponagajalo. V letošnjem letu bo življenje rekla, hop, cifizel, zdaj pa hočem, da čutiš, pojdi ven iz uma, pojdi ven iz glave, nehaj razmišljati, nehaj tlakocepiti, nehaj analizirati, ampak čuti. Kar je lahko velik izziv, ali pa ne. To bo samo življenje pokazalo. Največji izziv pa bo prepoznavanje, kje vi do sebe niste ljubeči, kajti do sebe ste, kot vedno poudarjam, zelo zahtevni. Ste nagnjeni k perfekcionizmu, se pravi, dokler ni vsak detajl točno tak, kot mora biti, se pravi, tukaj bi vsako pikico posebej šli pregledati, ni dobro. To ne pomeni, da vi niste dobri. Razlikovanje med tem, kaj je, da mogoče malo ponesrečeno rečem, vaš izdelek, ki ga daste iz rok, ali kaj ste vi, je zelo pomembno. Torej, če razbijete kozarec, je dejstvo, da ste razbili kozarec, morda ne dobrodošlo, ne pa vi. Torej, obsojajte, če je že treba dogodek, ne pa sebe. To bo največji izziv v naslednjem letu. In 8. Drage 8, pred vami je zelo plodno leto, ampak izziv bo sprejemanje. Ali boste znali zase sprejeti vse tiste priložnosti, ki se bodo zdele neverjetne, ali boste dvomili? Ali se vam bo zdelo, da bi mogli biti bolj aktivni, bolj pridni, bolj učinkoviti, bolj podjetni, bolj sposobni? Ali boste končno znali reči, ok, sprejemam, tudi če nisem za to garal, tudi če zato se nisem odrekel nečemu. Kajti mnogokrat jim nosimo v sebi zapis, da moramo za nekaj garati, da se moramo žrtvovati, da moramo biti skoraj da mučeniški, da nekaj dobimo. Tu bo ležal največji izziv za vas v naslednjem letu. Ali znate sprejeti? Ali imate občutek, da ste vredni tega? Število 8 povezujemo z izzivi lastne vrednosti. Ste dovolj dragoceni za največje darilo, ki si ga želite? To vas bo življenje spraševalo in če boste rekli, da ne bo življenje reklo, ok, stari pa nič. Torej, tam, kjer boste sami postavili svojo mejo sprejemanja, tam in tu se bo življenje ustavilo. Se pravi, vesolje, Bog, življenje, katerikoli izraz vam je blizu, bi vam želelo dati zelo veliko, ampak če boste vi sprejemali le malo, boste dobili malo. In še 9. Pred vami je čas, ko boste v svojih čustvih doma, karkoli ta doma pomeni, karkoli morda doma boli. Se pravi, doma se običajno počutimo domače, varno, udobno. Vse to nekako povezujemo z besedo doma. Ampak včasih temu ni tako. Včasih smo doma deležni tudi najbolj osebnih kritik. Včasih doma nismo bili slišani. Znova smo pri temu, da radi krivimo svoje starše ali okolje. Torej, življenje bo postreglo situacijami, kjer boste imeli občutek, da vas ravno domači, se pravi vaši najbližji, ne slišijo, ne upoštevajo, ne razumejo. To ni res. Življenje vam želi pokazati, kje vi sebe
Ne slišite, ne upoštevate, ne razumete. Torej, pejte ven iz energije okolice in se vedno znova vračajte v svojo energijo in vedno znova sebe sprašujte, ali ste vi do sebe ljubeči, ali ste vi do sebe razumevajoči, ali ste vi do sebe korektni. Tam čaka izziv in tam čaka nagrada. To je bil pregled od 1 do 9. Torej, leto 2022 prinaša kar nekaj izzivov, kar nekaj lekcij vsem nam, ampak seveda po vsaki lekciji tudi nagrada. Torej, bolj, ko bomo znali sebe razumeti, sebe ljubiti, sebe zdraviti, bolj bomo mi sami sebe sprejemali in več bo energije ljubezni v svetu. Vse to zveni zelo logično. Ampak, če sebe obsojamo, presojamo, če smo nase jezni, če ne znamo sprejemati dobrega zase, ostajamo v energiji strahu. In zadnja leta, tam nekje 2019-2021, so nas razpolovila nekako na dva pola. Ali si tega mnenja, ali si tega mnenja, ali si za, ali si proti. Te sivine več ni. To velikokrat ponavljam. 6 kot čustveno leto bo prinesla veliko sivine, bo prinesla ravno obratno energijo, se pravi, izziv bo pravzaprav prepoznati v poplavi občutkov, poplavi čustev. Kaj je tisto, kar je pravzaprav res? Kaj je tisto, kar je pravzaprav realno? Kajti, ko smo veseli, smo res veseli. Ko nas je strah, nas je res strah. Čustva so tiste, ki včasih spotencirajo stvari. Naše želje, tudi romantika, naša strast. Vse to so nekako ojačevalci dejstev, ki znajo biti zelo dolgočasno. Torej, tekom leta bo zelo pomembno, da se vsake toliko časa ustavimo in pogledamo dejstva, in pogledamo številke, in pogledamo statistične podatke. Pa naj gre zdaj za okolje, katerega smo se dotaknili na začetku, in dejstvo, da Zemlja se segreva in da to za seboj prinaša določene posledice. Jaz sem se pred kratkim pohecala, da mogoče dedek Mraz več ne bo imel kje biti, ker se bo severni pol stopil. Ali govorimo o odnosih? Ali govorimo o odnosu, kjer si morda zatiskamo oči, da ne prejemamo tega, česar si želimo? Ali morda v odnosu se preveč žrtvujemo, preveč potrpimo, dovoljujemo, da je nekdo nespoštljiv do nas? Kaj vse dovoljujemo in kje je naša meja? Ko smo zaljubljeni, ko imamo nekoga radi, ko nam nekdo zelo veliko pomeni, ali ta oseba ali odnos, seveda običajno te meje spustimo. Torej, v naslednjem letu bo življenje pritiskalo na vse te meje, na vse te definicije. Zato ponavljam, da se bo sama definicija družine v naslednjem letu spremenila. Sama definicija odnosa se bo spremenila. Sama definicija ženstvene energije se bo spremenila. Zato je pričakovati, da bo ženstvena energija na preizkušnji. Sama energija sprejemanja, kaj to sploh pomeni? Ali to pomeni, če vam nekdo da eno jabolko, da mu morate vrniti eno jabolko, ali 2 jabolki, ali jabolko drugačne barve, ali mora biti iste barve, ali mora biti drugačne sorte, ali mogoče je to lahko brezko, kaj pa, če mi nič ni treba vrniti, kaj pa, zakaj pa mi je dal samo eno jabolko, mogo bi mi dati 5. Glejte, koliko vprašanj se lahko porodi z enega samega jabolka. V tako leto gremo. Iz enega samega jabolčka se lahko porodi zilijon vprašanj, kaj je prav in kaj ne. Kdaj je prav in kdaj ne. Zakaj je prav in zakaj ne. Torej, pripravimo se na leto, ki bo preizkušalo naše meje, našo definicijo ljubezni in predvsem našo definicijo nas. In kdo nam lahko da odgovor, če ne mi? Kdo ve, kdo ste vi, če ne vi? In včasih je najtežje prepoznati sebe. Zelo mi je všeč rek, ki pravi, ko smo v hiši, hiše ne vidimo. Seveda sebe včasih ne vidimo. Marsikdo nas morda vidi kot zelo dragocene, kot zelo lepe, kot zelo ljubeče, kot zelo prijazne. Nam se morda ne zdi temu tako. Marsikdo nas morda lahko vidi ravno obratno. Kot ošabne, kot avtoritativne, kot agresivne, kot negativne. Pa tudi mogoče se mi v temu ne prepoznamo. Bodimo odprti mnenju okolice do te mere, da se vprašamo, ok, v kateri situaciji pa morda sem deloval agresivno ali hladno ali karkoli mi že očitajo in koliko. A veste, se to ne pomeni, da ste 100% ošabni. Morda ste bili v enem stavku neprimerni, pa vas je nekdo želel na ta stavek opozoriti. Torej, vsi imamo več plasti v sebi, vsi igramo veliko vlog v življenju in vsi imamo kdaj slab dan.
In v teh slabih dneh se pokaže včasih tudi, kje imamo mejo, kajti točno vemo, komu si upamo zasikati, če lahko po domači rečem, pa komu ne. Točno vemo, do koga smo vedno ljubeči, vedno spoštljivi, vedno prijazni, zato ker si tega želimo, zato ker imamo to osebo radi, zato ker si želimo, da bi bila ta oseba srečna, in do koga smo vedno spoštljivi, zato ker nas je strah, da bomo dobili odpoved, recimo, ali oziroma kakršnekoli druge negativne posledice. Ta dva pola se bosta zelo jasno pokazala v letu 2022. Kje mi v svojih dejanjih, besedah, energiji, pozornosti, trudu izviramo iz ljubezni, iz neke zdrave osnove in kje morda iz strahu, morda iz pomankanja, morda iz občutka krivde. Torej, še vedno govorimo o nekih dveh polih, ampak mi kot mi pa se bomo končno znova pričeli pripletati v neskončnih odtenkih sivine, katere se mi zdi, da nam kar malo primanjkuje v zadnjem času. Torej, leto 2022 bo intenzivno, bo čustveno, bo po svoje tudi romantično, bo po svoje tudi zelo rodovitno. Zato ga dajmo uporabiti na način, ki je za nas najboljši. Zato še enkrat ponavljam, prejšnja oddaja se je osredotočala, posvetila ciljem, tale oddaja izzivom. V naslednji oddaji bomo govorili leto 2022. Posvetili se bomo pa tudi vašim vprašanjem in predlogom. Torej, vabljeni, da mi pišete na ls@lili-forum.com. Za malo več numerologije, delavnic in člankov pa seveda kot vedno vabljeni tudi na mojo spletno stran www.lili-forum.com. Za sedaj pa vam želim en prečudovit ponedeljek 13. še naprej. Pa, pa!